Pozdrav iz ljubljanskega studia 163, to so vesti. Mati vseh afer orožarska afera spet buri duhove v dolini Šentflorjanski. Jasno je, da gre za politično diskreditiranje političnih diskreditatorjev, a vseeno mokre sanje levice, ki se na momente zdijo na dosegu roke princa teme, v realu nikoli ne prebijajo z dokazi ob zid. Zato je poslanec tako imenovane nove politike Tadej Slapnik pripravil poslansko pobudo vladi Republike Slovenije, v kateri jo pozivam, da v interesu pridobivanja transparentnih podatkov iz tega obdobja umakne stopnje zaupnosti iz vseh ključnih dokumentov iz obdobja leta 1990 do 2010 iz področja trgovine z orožjem. Ker je teh dokumentov veliko in ker ne želim, da bi prišli v neko ulico, ker bomo ugotovili, da je to nemogoče, sem za začetek pozval, da za zaupnost umakne iz naslednjih dokumentov. To je izporočila o orožju od 15.5.1990 do 1.9.1993. To je dokument primopredaje Janša Kacin, ter iz vseh dokumentov, ki jih je vlada Republike Slovenije, njena ministrstva ali organi v sestavi, ki so jih predale Madonovi, Mogetovi in Cviklovi preiskovalni komisiji. Jaz pričakujem, da bi z umikom tajnosti iz teh dokumentov lahko predvsem zainteresirana javnost, kot tudi vi, spoštovani novinarji in novinarke, lahko začeli skupaj iskati realne odgovore na vprašanja, ki niso našli odgovore v vseh teh letih. Pa pojdimo še k bolj svežim orožarskim poslom. Direktor vladnega urada za informiranje Darjan Košir je povedal, da je vlada državnemu pravobranilstvu, ki je odvetnik države v vseh civilnopravnih postopkih, naloži predlog za začasno odredbo v zvezi z izvrševanjem pogodbe o nakupu 8-kolesnikov Patria. Gradivo, na podlagi katerega je vlada sprejela to odločitev, je po besedah pravosodnega ministra Aleša Zalarja zaupno, tako da podrobnosti javnosti niso na voljo. Sklep se glasi takole. Vlada Republike Slovenije je na podlagi skrbno in temeljito pripravljenega besedila naložila državnemu pravobranilstvu Republike Slovenije, da vloži predlog za izdajo začasne odredbe na pristojnem sodišču v zvezi z izvrševanjem pogodbe o nakupu 8-kolesnikov. To je vse, kar v tem trenutku lahko na to temo povemo. Sklep je bil na vladi sprejet soglasno. Vsi ministri so bili za in ni bilo nikogar proti. Tako je. Ja. Gradivo, ki je podlaga za to odločitev vlade oziroma kasnejšo predložitev tega predloga za izdajo začasne odredbe, je zaupne narave. Zaradi tega ne jaz, ne kolega Košir ne moreva govoriti o podrobnostih. To torej samo pomeni to, da se ta zadeva seli na sodišče in da bo pristojno sodišče odločilo o utemeljenosti ali neutemeljenosti tega predloga. Od te odločitve sodišča pa je seveda potem odvisno tudi, kakšno bo nadaljnje ravnanje vlade. Patria pa buri duhove tudi v državnem zboru. Na petkovi seji preiskovalne komisije o Patriji so zaslišali nekdanjega premierja Antona Ropa, ki je zatrdil, da v času, ko je vodil vlado, nihče iz Patrije ni poskušal stopiti v stik z njim ali poskušal pri njem lobirati za sklenitev posla za nakup Patrij. Kot je dejal, je presenečen, da je vabljen na zaslišanje pred komisijo in da se ga poskuša povezati s Patrijami. Danes, ko veste, je bilo uspešno opravljeno zaslišanje gospoda magistra Ropa, sem ga tudi povprašal, a sta se kdaj on in pa gospod Tone Anderlič, ki je, ne boste verjeli, tudi član preiskovalne komisije, kdaj pogovarjala o tej zadevi in je seveda to potrdil, da takrat, ko je bil on predsednik vlade, sta se, kasneje rekel, da se je od tega bolj ali manj distanciral. To se pravi, če bi kdo moral biti po tej logiki prvi izločen, je gospod Tone Anderlič. Na zaprtem delu seje parlamentarne preiskovalne komisije sta se poslanec in predsednik SNS Zmago Jelinčič ter poslanec Zares Tadej Slapnik sprla in si grozila z nasiljem. Zaresovec po zaresnem incidentu.
Ob samem začetku jutranje seje sem večkrat upozoril gospoda Grimsa, da ker je postavljen za pričo, na tej komisiji nima kaj iskati. Gospod Grims mi ni dal besede, še več, ko sem se prijavljal k besedi, mi jo je sproti jemal. Gospod Pukšič se je celo vstal in prišel do mojega mikrofona in ga tudi večkrat fizično izklopil. Laž je to, kar je on napisal, da smo pred tem jaz izklopil mikrofon. Torej, šele po njegovem napadu, ko se je umiril, ko je končal, ni hotel izklopiti, ko sem jaz dobil besedo, ni hotel izklopiti mikrofona. Potem sem se vstal, mu ga šel izklopiti, ko sem se vsedel nazaj na svoje mesto, je bil seveda mikrofon njegov ponovno vklopljen tako, da sam tega nisem mogel narediti. Dlje od njega je šel tudi poslanec gospod Jelinčič, ki mi je zagrozil, da ukoliko ne bom prenehal z navajanjem in opozarjanjem, da bo z mano fizično obračunal. Jaz sem se na to odzval z velikim ogorčanjem, to je potem potrdil še enkrat in mu potem tudi odgovoril, da se bom pred tem obranil. Z eno besedo ni rekel, da se bi kaj branil proti Jelinčiču ali kakorkoli, ampak res je, da ga je želel, torej verbalno povedal, da ga bo vrgel skozi okno in da je potepel. Urgentni komentar k pestremu dogajanju je dodal še predsednik Državnega zbora Pavel Gantar. Obsojam kakršnokoli grožnje z fizičnim nasiljem. To se med poslanci ne bi smelo dogajati. V resnici na ljubo se dogaja zelo redko. Ko bom pregledal tudi magnetogram, bom verjetno na pogovor povabil tudi oba poslanca. Res pa je, da so nenavadne okoliščine pri vodenju te komisije povzročile ta zaplet, pa vendarle bi od poslank in poslancev pričakoval trezno glavo in polemično diskusijo in premislek o tem, kaj se grozi in s čim se ne grozi. Predstavnik Sindikata delavcev trgovine Slovenije Ladislav Kaluža in predsednica Sindikata delavcev Mercatorja Vesna Stojanović sta na novinarski konferenci spregovorila o stališčih do nameravanega prevzema Mercatorja strani Agrokorja in morebitnih posledicah za zaposlene v tej družbi. Pa v bistvu, da se ostale tudi ne. Še hujše posledice so lahko pa za zaposlene v živilsko-predelovalni industriji Slovenije. Ne pozabiti, leta 2008 je iz polic Konzuma so šle zaporedoma slovenski izdelki. O sinergijskih učinkih, ki se zelo veliko zdaj govori o prevzemu strani Agrokorja, smatramo, da bi ti sinergijski učinki predstavljali predvsem odpuščanje ljudi v določenih službah, v logistiki in v nabavni službi. Objavljene so bile številke 10%, kar v tem hipu pomeni cirka 2200 ogroženih delovnih mest. Da ne bi poudarjala tudi učinkov prevzema, to bi verjetno povzročilo brezposelnost in odpuščanje v živilsko-predelovalni slovenski industriji, saj vsi vemo, da je Agrokor lastnik kar nekaj blagovnih znamk, dobrih, ki si jih bo trudil seveda spraviti na prodajne police Mercatorja in seveda povzročiti s tem dodatno brezposelnost v Sloveniji. Generalna državna tožilka Barbara Brezigar je zavrnila poročanje nekaterih medijev, da je tožilstvo v zadevi domnevnega prirejanja dokumentov, ki jih je SDS objavil na spletni strani, že sprejela svojo odločitev in da so to storili prehitro in neutemeljeno. Ko sem pridni, so delajo ljudje, kva? So plačani za to. In v taktu, kot je treba, ne pa prehitro. Ja, tako kot je treba. Državna tožilka je po predstavitvi zadeve s strani policije in na njihovo prošnjo podala strokovno mnenje, da znaki kaznivega dejanja ponarejen listin niso podani, da pa bo, in tudi to je zapisala državna tožilka, tožilska odločitev sprejeta, ko bo strani policije prejeto poročilo ali kazenska ovadba. Torej, preprosto gre za to, da je v okviru vsakodnevnega dela na prošnjo policije tožilka o predložitvi dokumentacije ocenila strokovno
in povedala, da v tistem, kar je bilo prikazano, zaenkrat ne vidi sumov kaznivega dejanja. Evropska poslanka Tanja Fajon je pred marčevskim rednim zasedanjem Evropskega parlamenta spregovorila o napovedanih temah zasedanja in poudarila nujnost pomoči afriškim beguncem. Na vsak način si morajo države tu porazdeliti bremena, vsaka mora vzeti določeno odgovornost in kar se je izkazalo kot velik problem je seveda, da Evropska unija še vedno nima skupnega azilnega sistema, ki ga bo zdaj pod madžarskim predsedstvom pospešeno krepila in ga probala čim prej vzpostaviti. Italija je dejansko v res težki situaciji, čeprav jo včasih kritiziramo, da se oblasti do priseljencev ne obnašajo človekoljubno in dostojno, se vseeno moramo priznati, da rabi veliko pomoč. Med drugim je orisala tudi stališča evropskih poslancev do sporne medijske zakonodaje na Madžarskem. Popravki po našem mnenju ne gredo v zadostno smer in za zdaj še nekako razpravljamo o tem, kaj bomo dejansko prihodnji teden naredili. Ali bomo imeli skupno resolucijo in o njej odločali, za zdaj tega še ni na dnevnem redu, smo pa imeli včeraj zelo veliko konferenco o svobodi medijev, ki jo je organizirala moja politična skupina. V torek sem pa jaz skupaj z mojimi kolegi organizirala prav tako konferenco o svobodi medijev, ki pa je bila organizirana z novinarji, ki so v Bruslju in smo se strinjali, da je Madžarska lahko pomemben zgled tudi za druge medijske zakonodaje, zaradi tega moramo biti odločni in vztrajati pri spremembah, če ne celo umiku zakona. V sredo v cvetličarno prihaja ameriški hip-hop duo M.O.P. Kot njuna predskupina pa bosta nastopila Velenjčana Mirgo in Get, ki bosta predstavila njun novi album. Dovoljenje. Še vreme? A zdaj lahko krov. Iz lanskega studia 163, to so bile vesti. Malo puh. Ja, čakajte, dolg te ni bilo. Dobro, še bom. Imam kaj mleka? V kuhni. Sam ne vlači, nimaš maske.